Na okoljski inšpekciji Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje so se za izdajo odločbe o prepovedi oddajanja presnovnega ostanka odločili zaradi različnih rezultatov rednega in izrednega vzorčenja pooblaščenih inštitucij. Problem, ki ga mi tukaj opažamo, je predvsem v pomanjkljivi uredbi, ki omogoča lahko tudi različno interpretacijo rezultatov vzorčenja. Bo pa v jesenskem obdobju letošnjega leta ministrstvo pripravilo novo uredbo. Zaradi izdanih ukrepov bo inšpekcija za okolje izvajala stalen nadzor, ali upravljalec upošteva pravila tehnoloških procesov. Nadzor pa bo poostrila tudi kmetijska inšpekcija tega inšpektorata. V ta namen smo aktivirali tudi kmetijske inšpektorje iz sosednjih izpostav, ki bodo tudi sprejemali morebitne prijave občanov na klicno številko, ki smo jo posredovali javnosti, torej iz območne enote Novo mesto. Kmete, ki bi trosili sporno gnojevko iz bioplinarne, čaka kazen. Sankcije v tem primeru so predpisane v skladu s 4. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih in znašajo potem seveda za fizične osebe 500 evrov.